Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Pretekli konec tedna je bil deževen in zdelo se je, da narava nadomešča vse padavine, ki so manjkale vse od pomladi. Tudi ohladilo se je in kaj kmalu smo imeli takega vremena dovolj, čeprav smo še pred kratkim tožili nad vročino in sušo. Je že tako, nikoli ni prav in še dobro, da narava dela po svoje, saj bi bila drugače velika zmeda. Je pa bilo kljub vremenu kar nekaj dogodkov in tako bo tudi ta teden. Zato je ogled naše oddaje skoraj obvezen. Nocojšnji poudarki so: kisovško podjetje Skiti položilo temeljni kamen za nove prostore. Osnovna šola Gradec v Litiji pred praznovanjem 30-letnice. Moravški termit povzročil onesnaženje okolja. Poročanje o gospodarskih dosežkih je vedno prijetno. V četrtek so v podjetju Skiti v Kisovcu položili temeljni kamen za novo proizvodno halo. V 5 letih, odkar je podjetje na tej lokaciji, je prerastlo zmogljivosti in zato so se v vodstvu odločili, da jih bodo razširili. V kratkem programu so zbrane pozdravili direktor občinske uprave Zagorje in direktorica območne obrtno-podjetniške zbornice Zagorje Saša Pegan. Več besed o razvoju podjetja pa je zbranim namenil direktor Sergej Smrkolj, ki smo ga ob koncu prireditve povabili pred mikrofon. Kaj to dejansko pomeni za vas? To dejansko za nas pomeni, da bomo lahko povečali samo proizvodnjo, ker odzad imamo precej velika naročila in smo prostorsko omejeni, tako da nam je to za naslednje projekte nujno potreben prostor. Pred 5 leti ste rekli, da je to zagotovo dovolj velik prostor, prazne hale, sedaj pa kar naenkrat premajhen. Vaša proizvodnja se bo širila, se bo tudi število zaposlenih? Ja, seveda, kljub temu, da bomo šli v neko robotizacijo, absolutno brez ljudi, brez teh zaposlenih, brez cele ekipe Skitija se bo širila in brez njih ni nič. To se pravi, v bistvu je naša ekipa. Vaš proizvodni spekter ni namenjen samo enemu segmentu kupcev, ampak večjim. Mogoče na kratko, katere so tiste najbolj za vas zanimive dejavnosti, ki jih vi s svojimi izdelki skrbujete? Ja, v bistvu pri nas vedno gledamo na razpršenost, torej delamo od invalidskih vozičkov, se pravi sestavne dele, za vojsko, za karavaning, za elektroindustrijo, gradbeništvo, medicino, tudi v določenih segmentih. Tako da ta razpršenost je bistvo podjetja, kljub temu, da imaš več kupcev, več različnih problemov, ampak ko pride pa kriza, je pa to nek temelj, ko lahko iz krize nekje prideš. Ne glede to, da ste v stalnih investicijah, v stalni rasti, pa ne pozabljate na domače lokalno okolje, s katerim zmerno sodelujete in jim tudi namenjate razne donacije. Danes pa ste namenili donacije? Namenjene donacije, to so ti invalidski vozički, ki jih delamo za nemškega kupca in smo se odločili, da če se to tukaj dela, naj imajo še tukaj uporabniki, uporabljajo te vozičke, zato smo donirali enega zdravstvenemu domu Zagorje in pa VDC centru Zagorje. Sedaj pa vas čakajo nove naloge. Kaj bo tista prva, v katero se boste usmerili? Absolutno se bomo usmerili na širjenje proizvodnje, potem pridejo novi stroji, bo pa po mojem tudi velik vpliv bo ta dejanska kriza energetska, ki prihaja. Tukaj bomo po mojem veliko, z raznimi materijali bojo težave, ampak čakamo nove izzive in moramo iti naprej. Ampak za zaključek pa, vi ste ponosni lastniki sončne elektrarne, ki vam omogoča lažje poslovanje. Bodo tudi novi del opremljen z elektrarno? Novi del ne bo, ker mi imamo že kapacitet tukaj več, da bomo še lahko za novi del poskrbeli. Tako da ja, mi smo dejansko kar samooskrbni, 50% samooskrbnosti, kar nas uvršča v sam vrh po tej shemi, tako da mi smo pred 3 leti nismo vedeli, kakšen pomen bo imela ta investicija, danes ima trojnega.
Osnovna šola Gradec v Litiji, ki deluje na levem bregu reke Save, bo 1. januarja prihodnje leto praznovala 30-letnico obstoja. Gre za pomembno obletnico, saj je bila ta šola prej združena z litijsko osnovno šolo, torej pomeni 30-letnica samostojno pot te vzgojno-izobraževalne ustanove. Šola je v teh letih dosegla veliko, saj je danes sodobna, razvojno naravnana in z jasnimi cilji, kako naprej. Stavba je starejša kot 30 let, stavba gre proti 50. Drugače je pa v Litiji včasih bila ena enotna šola Dušana Kvedra Tomaža. Tudi sam sem obiskoval to osnovno šolo. S 1. januarjem 1993 pa se je šola razdelila na dve šoli. Ena je osnovna šola Litija, druga je pa osnovna šola Gradec. Tako da, se pravi, s 1. januarjem 1993 se začne pojavljati ime osnovna šola Gradec. In 1. januarja prihodnjega leta, torej praznujemo 30. rojstni dan. In nam se zdi pomembno prvič spomniti se v preteklost, kaj se je v teh 30 letih dogodilo, pogledati nekako stvari za nazaj, predstaviti stvari, ki potekajo danes in pa opraviti razmislek, ki se nam zdi v šolstvu izjemnega pomena, to je razmislek o prihodnosti. Zakaj vzgajati, na kakšen način poučevati, da bodo učenci pripravljeni na izzive poklicev, ki jih najverjetneje danes sploh še ni. Pripravljamo nekatere stvari že v tem koledarskem letu. Vezali smo nekako to na en projekt, ki teče v tem šolskem letu, tako da nekateri dogodki bodo štartali v decembru. Na spletni strani že imamo povezavo, tako da na tisti povezavi se bodo tedensko pojavljale razne objave, podcasti, fotografije, potem tudi na Facebook profilu bomo kakšne take fotografije objavljali, da malo spomnimo vse tiste, ki so v teh 30 letih živeli skupaj s to osnovno šolo Gradec. Potem je pa nekako v maju načrtujemo pevsko prireditev osnovna Oša Gradec poje. Tukaj bo tudi kar nekaj stvari vezanih na to 30-letnico. Likovna razstava bo potekala, v juniju načrtujemo tule na športnih površinah športni festival oziroma nekako festival osnovne šole Gradec. V oktobru pa zaključek tega praznovanja z okroglo mizo, z gosti in pogovorom na to temo. Iz občine Moravče smo dobili naslednje obvestilo. Navajamo. V nedeljo zvečer je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob 20. uri in 8 minut objavila, da se je v termitu na območju deponije Ples Mošenik zgodila nesreča z nevarnimi snovmi v industriji. Na kraj dogajanja so prispeli policija in gasilci. Ti so po ugotovitvi stanja namestili pivnike. Očividci so poročali, da je podjetje Termit prečrpavalo kontaminirano vodo iz svojega improviziranega usedalnega bazena v kanal in naprej neposredno v mošeniščnico, ki je zaščiten ribogojni potok. Voda v njej naj bi bila penasta in vidni so bili oljni madeži. Občina Moravče se je takoj odzvala na klice zaskrbljenih občank in občanov ter angažirala republiško okoljsko inšpekcijo. Dokler ta ne opravi potrebnega pregleda in analiz posledic morebitnega onesnaženja, občanke in občane pozivamo, da se izogibajo območju tega potoka. O rezultatih analiz in ukrepih bo občina Moravče sproti obveščala. Konec navedka. Pretekli petek se je v Litiji začel festival medgeneracijskega povezovanja, ki bo med trajanjem ponudil številne dogodke, vse s poudarkom na povezovanju vseh generacij. Današnja družba tudi sicer vse bolj temelji na sodelovanju vseh starostnih skupin, kajti to je edini pravi način za doseganje čim boljših ciljev, koristnih za vsako okolje. Geslo festivala je Od mladosti do modrosti stopamo skupaj. In ta pove vse. Festival medgeneracijskega povezovanja poteka 3. leto. Cilj je seveda druženje, povezovanje medgeneracijsko, se pravi vseh generacij, predvsem pa čim večjih društev, organizacij in vseh, ki so pripravljeni sodelovati na tem festivalu. Festival se je pričel 16.9., se pravi v petek, zaključil se bo pa ta petek 23.9. z zaključno prireditvijo, ki bo potekala vse od 4. ure popoldan pa do 8. zvečer. Na sami prireditvi se bodo predstavili različni izvajalci, organizacije, društva. Začelo se bo dejansko
s poletavci in predstavitvijo legende o Erasmu pred Jamskem. Nato bo pa ob nekje okrog 5. ure, pol 6. Se bo pa pričel zaključni koncert. Ves čas že od 4. ure popoldan naprej bodo pa tudi stojnice, kjer se bodo predstavljale različna društva, zdravstveni dom, organizacije, kjer si bodo lahko občani in občanke ogledali različne stvari, zvedeli marsikaj, predstavitve o zdravju, kako ravnati, podeželske žene se bodo predstavljale, tako da vse je brezplačno, vse aktivnosti v okviru tega festivala. Na koncu bodo se pa predstavili tudi od Bingeldonov, bobnarske skupine Jevnica, lesarjev, pevski zbor Lipa in mnogo drugih, tako da bo pestro, predvsem pa zanimivo, tako da vsi vljudno vabljeni. Kljub temu, da je festival dejansko že v teku, vsak dan so različne aktivnosti, se še prijavljajo novi, tako da ocenjujem, da bo okrog 40-50 različnih, se pravi, organizacij, društev. Nastopajočih je tudi zelo veliko, ker je festival cel teden, tako da si lahko ogledate tudi v sredo, naprimer revijo pevskih zborov v osnovni šoli Litija, v četrtek bo revija pevskih zborov v Jevnici, danes recimo ima Godba promenadni koncert, tako da vsak dan se odvijajo določene aktivnosti, v petek je pa tisti končen festival. V petek je dejansko tretji festival otvoril zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Litija. Imeli so zelo zanimivo in poučno predstavitev. Mi smo se seveda udeležili, tako da udeležba je bila super. Mi smo zadovoljni, tako da upamo, da bojo vse dejavnosti potekale tako tudi naprej do konca tedna. Trboveljsko društvo starodobnikov Magnet vsako leto po tradicionalni dirki starodobnih vozil na Katarino organizira še srečanje članov kot zaključek uspešne prireditve. Letos so prvič pripravili srečanje članov in drugih, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dirke, in sicer na domu člana Jožeta Štrajharja. Doma ima zbirko nekaj starodobnih motornih koles in avtomobilov. Mi smo družino Štrajhar obiskali na srečanju in si ogledali zbirko, ki je last Jožeta Štrajharja in njegovega sina Tomaža. Zdaj, to restauriranje sem začel letos, čeprav sem ga lani že dobil. Je edinstven zaradi tega, ker ima že leta 52 zadnjo federacijo kolesov, ker drugi ti modeli do tam nekje do 53. 54. leta nimajo nobene federacije, so vzadi trdi. Je samo sedež urejen, da se federira. Mogel sem zamenjati obej tele felge, špice, po domač povedan. Motor sem naredil generalno, bil je nepokreten oziroma čist popolnoma zariban, brušenje cilindra, nov bat. Nekje sem ga pripeljal zdaj prejšnji teden do tega, da je zdaj že za laufu, da dela. Zdaj moramo še malo sprobati, če so še kaj pokazali narobe. Potem gre pa nazaj na peskanje pa lakiranje. Upam, da do spomladi, da bo to vozim, da se drug let vozim kaj z njim. Starodobnike redno vozijo, da si ti pretegnejo kolesa in ne zastanejo. Vsi so v voznem stanju in registrirani. S sinom restavracijska dela opravljata sama, drugod poskrbijo le za avtoličarstvo in peskanje. V Mestnem muzeju Litija bo v sredo odprta razstava Sava združuje. To je gostujoča razstava, ki so jo oblikovali trije muzeji, ki imajo v svojem imenu reko Savo. Projekt je zanimiv, saj prikazuje različne poglede na našo reko, ki tudi sicer povezuje številna mesta in kraje. Več o razstavi je povedala doktorica Tina Šušteršič. Ja, res je, v sredo odpiramo ob 18. uri razstavo, gostujočo razstavo Sava združuje. Zakaj združuje? Ker združuje
3 regije slovenske, obenem pa tudi 3 slovenske muzeje, ki imajo v svojem imenu reko Savo, torej Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej Trbovlje in pa Posavski muzej Brežice, ki so si za skupno temo vzeli reko Savo. Vsak od teh muzejev jo je predstavil, njene glavne značilnosti oziroma kako je oblikovala življenje ob reki Savi. Nastala je ta razstava, ki je razdeljena na 3 dele z predmeti, ki ponazarjajo to območje, zelo zanimiva, raznolika, tako da vabljeni, da pridete na samo otvoritev, pridejo vsi 3 direktorji omenjenih muzejev, popestril bo dogodek še nastop glasbene šole Litija, sicer bo pa razstava na ogled do konca tega leta, potem se seli pa še seveda po toku navzgor, najprej je bila v Brežicah, Hrastniku, zdaj v Litiji, nato gre pa na Jesenice, torej v Gornjesavski muzej. Glasbena šola Litija Šmartno objavlja naslednji razpis. Najstniški pevski festival Litija Na se je izkazal za zelo uspešen projekt glasbene šole Litija Šmartno, ki ga je vredno nadaljevati. Mladi pevci gotovo dobijo eno prijetno in koristno izkušnjo ob prepevanju slovenskih popevk ob živi spremljavi jazz skupine. Drugo Litija No bodo izpeljali v aprilu 2023. Trenutno pa zbirajo prijave za avdicijo, ki bo v začetku oktobra. K sodelovanju vabijo mlade pevce in pevke, stare od 11 do 19 let. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.